Danes bom prvič javno govorila o UNRWA, oziroma prvič bom govorila na malce večji konferenci in pravzaprav si težko predstavljam bolj primeren kraj kot Inštitut za novejšo zgodovino, glede na to, da sem prvič članek o UNRWA dejavnosti objavila v prispevki za novejšo zgodovino. Tega je sicer že nekaj časa nazaj in od takrat se nisem kaj veliko ukvarjala več s to temo, zato sem še posebej hvaležna Andreju Studnu za vabilo in vljenim pohodniki Filozofske fakultete, da sem odprla te že dolgo shranjene dokumente in jih nekaj uporabila tudi za današnjo predstavitev. Spravi UNRWA oziroma organizacijo Upravo Združenih narodov za pomoč in obnovo najraje predstavljam z besedami, da gre za organizacijo širokega značaja, ampak kratkega časovnega obstanka. Ustanovljena novembra 1943, operativna od aprila 1944, je zaključila z vsemi svojimi dejavnostmi v Evropi junija 1947. Njena primarna naloga pa je bilo zagotavljanje najnujnejših potrebščin za vzdrževanje osvobojenih ozemelj, da se ne bi ponovil scenarij po prvi svetovni vojni, ko je Evropa padla okrog epidemij, gospodarskih kriz, posledično pa tudi še drugih političnih napetosti in splošnega nezadovoljstva. Torej, države ustanoviteljice, bilo jih 44, so bile torej odločene, da bodo osvobojena ozemlja oskrbovale s hrano, z medicinsko opremo in zdravstvenimi ekipami in pa vsemi sredstvi potrebnimi za zagon oziroma obnovo kmetijstva, industrije in pa seveda infrastrukture. Prispevek UNRWA v vseh državah, kjer je operirala, je bil izjemno visok, če gledamo samo sredstva, ki jih je UNRWA namenila Jugoslaviji, kjer je bila prisotna od aprila 1945 do junija 1947, vidimo, da je organizacija zagotovila za slabih 416 milijonov dolarjev oziroma za 2,7 milijona ton dobrin. Danes bi to po mojih izračunih znašilo približno 4,6 milijarde ameriških dolarjev oziroma 3,9 milijarde evrov. Takšne zneske si seveda zelo težko predstavljati, zato si bom dovolila primerjavo s trenutno humanitarno krizo, ki sicer ni povsem enaka, je pa povedna. Namreč Evropska unija kot največja donatorka na svetu je v zadnjih 7 letih, se pravi od leta 2011 pa do aprila 2018, za neposredno humanitarno pomoč sirskim beguncem po celotnem Bližnjem vzhodu namenila 1,65 milijarde evrov. Se pravi, od UNRWA Jugoslavija dobi v 2 letih 3,9 milijarde, Sirija v zadnjih 7 letih 1,65 milijard evrov. Tudi siceršnja primerjava UNRWA-nih donacij Jugoslavije z drugimi UNRWA-nimi misijami kaže, da je Jugoslavija glede na število prebivalcev dobila največji delež pomoči UNRWA sploh. To pa seveda ni tako zelo nenavadno, glede na to, da je Jugoslavija sodila med države, ki so v drugi svetovni vojni utrpele eno izmed največjih vojnih škod in uničenja gospodarstva. V koncu vojne je bilo zato nujno, da je imela oblast izdelan strateški načrt obnove države. Ti načrti so v nekaterih sektorjih dejansko obstajali, čeprav je bilo pri izvedbi obnove potrebno kar nekaj improvizacije, je pa bilo zelo hitro jasno, da ob takem opustošenju, kjer je bila uničena več kot polovica vseh železniških povezav in pa preostale infrastrukture in kjer je produkcija obsegala približno 30% predvojnega obsega, se pravi, je hitro postalo jasno, da obnova brez zunanje pomoči ne bo mogoče, oziroma bolje rečeno, bo občutno težja. Zdaj, na tej točki ne bom posebej razlagala, kakšne sporazume o delu in nalogah UNRWA sta sklepali organizacija in jugoslovanska vlada. Vsem dovolj je, če povem, da je morala UNRWA nekoliko popustiti pri svojem običajnem modusu operandi, ker v Jugoslaviji ni smela skrbeti za dobavo dobrin neposredno tistih, ki so to pomoč potrebovali. Namesto tega je Ministrstvo za trgovino in preskrbo ustanovilo
znan tudi pod kratico NAVO, ki je tovor, ki ga je UNRWA dobavila do jadranskih pristanišč, potem transportiral do lokalne skupnosti. Je pa sodeloval z regijskimi UNRWA-nimi pisarnami pri reševanju vseh distribucijskih težav. To je bilo ponavadi priskrba tovornjakov za transport. V Ljubljani je imel sedež navod pri Republičnem ministrstvu za trgovino in preskrbo, UNRWA regionalna pisarna pa je imela svoj sedež na Emonski cesti nasproti Križa, pa kasnejši tovarni Angora. Zdaj, v industrijskem sektorju je precejšen odstotek slovenskih podjetij dobil tehnično pomoč iz UNRWA pošilj. Ta pomoč je prihajala v raznih oblikah, od rabljenih strojev do goriva in pa mineralov. Enako velja tudi za kmetijski sektor, posebej dobrodošla so bila semena, sadike in pa gnojila. Hkrati pa je UNRWA, kot vidimo na tej zgodnji fotografiji iz okolice Brežic, skrbela tudi za modernizacijo kmetijstva, med drugim je dobavljala traktorje in pa kmetijsko mehanizacijo. Na državnih medijih so posledično uspeli bolj učinkovito pridelovati hrano, kar je bilo pomembno pri preskrbi s hrano zlasti v letih suše 1945, 1946 in pa v letih jugoslovanske izolacije v času informirojskega spora. Iz Združenih držav Amerike še posebej pa je prihajala tudi ogromna količina živine. Večina te živine za Jugoslavijo je bila izkrcana v Trstu in potem bila transportirana v tako imenovano kmetijsko bazo na Prestanku. Tam je potem ta živina preživela nekaj mesecev, da se je prilagodila na lokalno okolje in predvsem ukrevala po težkem prekooceanskem potovanju. Iz Prestanka pa je bila na to živina transportirana v druge kraje Jugoslavije, tja, kjer naj bi bila najbolj potrebna. Ti transporti, to odvajanje živine je deloma motilo lokalne oblastne organe, zlasti pokrajinski narodni osvobodilni odbor za Slovensko Primorje si je prizadeval, da bi večino izmed zalog od konca maja pa do novega leta, ki so prispeli v tržaško pristanišče, obdržali prav v Sloveniji. Ampak vendarle je Ljubljana večinoma ostajala samo prehodna točka napotitve zalog proti jugu. Najbolj opustošeni deli so bili namreč Dalmacija, Črna Gora, Lika in pa Hrvaško Primorje. Sploh pa je bila Slovenija tudi med zadnjimi, če ne celo zadnja republika, ki je lahko koristila pomoč UNRWA, seveda zaradi dolgotrajnosti vojaških spopadov. Ampak že v nekaj mesecih po prenehanju spopadov se je ta pomoč občutno povečala. Kako pomembna in nenazadnje tudi kako vidna je bila ta pomoč UNRWA, kaže anekdota z ljubljanske železniške postaje, ki jo je v svoje končno poročilo zapisal šef UNRWA ljubljanske pisarne, to je bil Bernard Forbes. Zapisal je, da ko je lokalni UNRWA častnik čakal na železniški postaji, na pošiljko UNRWA, obkrožen z dvema tovornjakoma, terenskim vozilom in osebnim avtomobilom, ki so bili jasno označeni z napisom UNRWA, se je poleg njega znašel radovedan Ljubljančan, ki je začel celotno situacijo nemo ukazovati. In potem, ko je na železniško postajo pripeljal še vlak z lokomotivo z napisom UNRWA in pa vagoni, polnimi dobrin, se obrnil v tem neimenovanem UNRWA-nevem uradniku in rekel, ali je sploh še kaj, česar ne dobimo od UNRWA. Vsa ta pomoč, videli smo, da je bila taka kar precejšnja, je bila sicer namenjena sledenju osnovnega slogana UNRWA, ki je bil pomagati ljudem, da si pomagajo sami. In to je UNRWA poskušala doseči tudi v Jugoslaviji in s tem v Sloveniji. Seveda je bila pot do tega precej dolga, zato je UNRWA v vmesnem času skrbela tudi za najbolj osnovne reči, tudi za hrano. Nekateri zlasti UNRWA-ni veri poročajo, da je moralo v Sloveniji kar 70% prebivalstva dopolnjevati svoje zaloge hrane iz UNRWA-nih dobav.
količine prehrane so bile distribuirane preko javnih kuhanj, z lastnimi delavci, delovnih brigad, udarniških skupin, sirote in pa šolarje. Preostale omenjene dobrine pa so bile namenjene prodaji na prostem trgu, vendar le v uporabi živilskih nakaznic, ki so bile, kot vam je verjetno dobro znano, v uporabi do marca 1948. Prodaja omenjenih dobrin pa je potekala le v lokalnih državnih prodajalnah, v zadrugah in pooblaščenih trgovinah, kot so Makroze, oziroma nabavno-prodajne zadruge in pa v NAMA oziroma Narodnem magazinu. Do teh prodajaln je hrana dotekala po stopi administrativni lestvici, kjer je na vsaki stopnji deloval tudi distribucijski odbor. Ti odbori so potem naredili popis vseh oseb, ki so stanovali pod njihovo administracijo, in popisi so vsebovali še podatke, do kakšne pomoči je posameznik upravičen, se pravi, ali je fizični delavec, ali je bil partizan, ali je bil izgnanec in podobno. Dodatno so tudi popisali, ali ima ta posameznik kakršnekoli živilske zaloge, če ima vrt, polje, če je imel kmetijo, kjer je bil pšenico, potem zagotovo nekaj nakaznice za moko in kruh. Prve nakaznice so bile privilegirane skupine in povsod izstopajo zlasti fizični delavci. Obnova je namreč v letih, ko je bila UNRWA prisotna v Sloveniji, potekala pospešeno. V času do odhoda UNRWA iz Jugoslavije so namreč v Sloveniji obnovili skoraj 65% v vojni nastale škode. To je seveda pomenilo, da so bili ogromni fizični napori v obnovo, ki so pa tudi terali ogromno energije od delavcev. Podobno kot za hrano so nakaznice obstajale tudi za preskrbo z oblačili in obutvijo, ampak te potrebščine je UNRWA dobavljala v precej manjših količinah, da so tudi sami izjemno težko pridobivali te zaloge. Se pravi, je bilo podeljevanje nakaznic za oblačila tudi precej bolj omejeno. Niso pa vse UNRWIne dobrine prišle do Slovenije in Jugoslavije. Težavno se je izkazalo zlasti Tržaško pristanišče, odkoder so poročali o ropih UNRWInih vagonov, posebej vroča ropa za tatove so bile vreče sladkorja. Kraje so bile organizirane, večkrat je šlo tudi za oborožene rope. Ampak ne samo Tržaško pristanišče, tudi jugoslovanska vlada se pravzaprav ni mogla opresti obtožb, da je sama prispevala k zmanjševanju dobrin namenjenih gospodarstvu in ljudem. UNRWIna pisarna v Ljubljani je tako redno dobivala poročila, da distribucija dobrin ne poteka v skladu z dogovori oziroma da občasno pošiljke tudi izginejo. Zlasti v prvih mesecih po odprtju ljubljanske regionalne pisarne se je UNRWA denimo ukvarjala z vprašanjem ribjih konzerv, ki so bile namenjene širši potrošnji, ampak te konzerve so se pojavile v vojaških kantinah, kjer so jih seveda lahko kupili samo vojaki. Zato so se predstavniki UNRWE obrnili po pojasnila na Zavod za izredne nabave, ki je sporočil, da so dejansko sprostili na trg racionirane preskrbe 50.000 konzerv, kjer pa je celotno zalogo kupila jugoslovanska vojska. Se pravi, jugoslovanska vojska je fino šparala nakaznice in jih potem odkupila. No, dejansko je šlo seveda za vladno sankcioniranje preusmerjanja dobrin v vojsko, kar pa ni bilo samo v nasprotju z načeli UNRWE, ki je veljala za civilno organizacijo, temveč tudi z bilateralnim sporazumom, ki ga je jugoslovanska vlada podpisala z UNRWO. Ampak to tudi ni bil edini primer. Posebej je motila obtožba, da se je na področju Slovenije vojska redno prisvajala tudi okrežno ledino, zelo verjetno je še stranka. Gre namreč za čas viška tržaške krize, ko je jugoslovanska vojska dnevno premikala ogromne količine vojske v zahodni meji in konji in boji so bili nepogrešljivi za tovorjenje artilerije in pa prevoz začet na pozicije. Zato, zaradi vseh teh obtožb je tedanji generalni direktor UNRWE, to je bil
Fiorello LaGuardia imenoval posebno komisijo, ki naj bi v Jugoslaviji vse te nepravilnosti preverila, ampak nemudoma po imenovanju komisije je jugoslovanska vlada reagirala tako, da je zelo javno zaprla enega izmed UNRWA uslužbencev v Beogradu in ga obtožila špionaže. To je bil pravzaprav samo eden v vrsti incidentov leta 1946, ki ga je bila jugoslovanska stran pripravljena izpeljati v času zaostrovanja odnosov z Zahodom. Ne mesec dni pred tem je, na primer, zastrelila zvezdniško letalo nad Bregom. Tega UNRWA uradnika so potem z osebnim posredovanjem LaGuardije pri Titu izpustili, vendar so predstavniki UNRWA dali javno vedeti, da je po aretaciji verjetno prišlo zato, da bi jugoslovanska vlada odvrnila pozornost od obtožb o nepravilnostih. Na koncu komisija ni veliko dosegla, izdala je poročilo, kjer je izjavila, da nepravilnosti ne morejo dokazati, je pa Bernard Ford, se pravi šef ljubljanske pisarne, tudi zapisal, da dejansko niso mogli opraviti potrebnega nadzora. Vsakič, ko so želeli pregledati katerega izmed skladišč, so jugoslovanski uradniki govorili o špionaži. So pa še vedno dobivali podatke o nepravilnostih, med drugim tudi poročila, da naj bi vojska začela tudi preusmerjati tehnično pomoč namenjeno agrarnemu in industrijskemu sektorju, ker je zelo utrjevala svojo infrastrukturo, zlasti ceste in letališča. Obstaja pa še nekaj zelo skupnih poročil o črnem trgu z UNRWA dobrinami v Sloveniji. Tem so UNRWA uradniki sledili zlasti po objavu v medijih, deloma tudi z inšpekcijskimi pregledi na prost in ugotovili so, da nekatere dobrine dobivajo tisti, ki do njih niso upravičeni. Največ povpraševanja na črnem trgu pa je bilo zlasti po mleku v prahu, kar seveda tudi tako zelo nenavadno se obstajajo kar nekaj tistih, ki so jim oblasti odrekli pravico do prejema kaznic. Čisto ob zaključku bom se obregnila še v kolektivni spomino UNRWA, ki ga vedno znova slišim. V družbi se je namreč veliko bolj kot nabava UNRWA zalog preko nakaznic v ohranju spomina UNRWA pakete. Ampak UNRWA paketi so bili razmeroma malo številni, jaz sem opet za fotografije uvrstati v fondu iz Sarajeva, ki ga vidite tukaj zgoraj. Iz Slovenije imam samo tole spodno fotografijo. Paketi so bili res redki, večinoma so jih dobivali begunci v UNRWA taboriščih, najbližja so bila seveda UNRWA taborišča na avstrijskem Koroškem. Deloma so pakete dobivali tudi v raznih dijaških domovih za onemogle in pa v bolnišnicah. No, večina UNRWA dobrine pa vendar, da je bila distribuirana preko nabavno-prodajnih zadrug. Je pa res, da je kasnejša pomoč, se pravi, ko je UNRWA bila že ukinjena, UNICEF-ova pomoč, Kerina pomoč, bila distribuirana v obliki paketov, kar seveda je zapuščena možnost, da je prišlo do stapljanja teh organizacij in potem tudi prilagoditve kolektivnega spomina. No, dejstvo, da so UNRWA dobrine za širšo potrošnjo prihajale do posameznikov preko nakaznic, ki so bili pravzaprav neke vrste plačilno sredstvo, seveda ne pomeni, da lahko UNRWA pomoč glede na naslovno tematiko označimo kot faktor v zagonu potrošništva. Ne samo zato, ker novi družbeno-politični sistem, da je bil novi družbeno-politični sistem usmerjen izrazito proti potrošniško, temveč tudi zato, ker kakšne širše izbire nakaznice in pa stanje zalog v skladiščih pravzaprav niso omogočali. Potencialni potrošniki so z nakaznicami namreč prevzeli UNRWA dobrine zato, ker so bile nujne za njihovo preživetje. Veliko bolj pomemben faktor, po mojem mnenju, za naslovno tematiko je bila UNRWA tehnična pomoč, ki je pripomogla k bolj učinkoviti kmetijski proizvodnji in pa zagonu ter deli modernizaciji industrije. Ta dva sektorja pa sta potem s svojim razvojem uspela potrošnjo v Sloveniji
in Jugoslaviji pospeševati in na tak način sta tudi dolgoročno vplivala na Slovitsko in Jugoslavijsko preprosto. Najlepša hvala.